It was me! Pa smo končno tukaj. Starega leta je končno konec. Bilo je kar težko leto, za nekatere polno žalosti, trepetanja, tudi kričanja, ampak za spremljevalce tega kanala je bilo vsaj malček olajšano. Zakaj? No, če se morda spomnite videa iz začetka prejšnjega leta, naslov videa je Bitcoin 2022. Če si ga želite ogledati, bi se vam moral link pokazati nekje tukaj odzgoraj. No, takrat smo mi pričakovali tak iztek leta 2022. Ne sicer točno, ker nihče ne more tega napovedati, ampak velika večina iz tega videa se je zgodila točno tako. Kar bomo mi zdaj v tem videu najprej naredili je, da bomo najprej na hitro šli skozi ta prejšnji video in si z modrostjo, pridobljeno v tem preteklem letu, ponovno ogledali, kje smo falili, kje smo zgrešili in kje smo zadeli. Tako je dobro imeti en dnevnik za nazaj in se učiti za nazaj. To je v bistvu dobra praksa vsakega traderja. Ok? Pridružite se mi, zabavno bo, potem pa si ogledamo, kako kaj kaže Bitcoinu v letu 2023. Pa smo končno v novem letu. Vsem želim lepo, zdravo, veselo in srečno novo leto 2020. Ok, to ni nič kaj takega, to lahko spustimo. Tukaj nekaj rečem zanimivega. Moj pogled zna morda marsikoga presenetiti, zagotovo bo deležen tudi kakšnega jeznega odziva ali celo posmeha, ampak to je pač moj pogled. Če se morda spomnite, je bilo v tistem času ogromno pozitivnih novic, ogromno pozitivnih napovedi. Jaz sem bil takrat v tistem času eden izmed redkih party pooperjev, če se lahko tako izrazim, ki je rekel: čakajte fantje, tle pa nekaj ne kaže najbolje. No, pojdimo naprej, na zanimive stvari. Eko nas. Najprej si oglejmo, kaj se dogaja pri gibanju cene. Naj še prej pojasnim, da tukaj še ni jasno, če smo naredili dno ali ne. Ampak, če povežem trenutno situacijo v gibanju cene, recimo ta vrh, pa ta vrh in še tukajle, to dno in to dno, Recimo, da smo tukaj že naredili dno, kot sem že prej omenil, ni še jasno, če smo ga. No in kot vidite, se nam prikaže nič kaj obetaven simbol, naraščajoči klin, ki je medvedji simbol. In to še ni vse, to gibanje v ceni nam potrjuje tudi vedno nižji volumen, tukaj kot vidimo. Je vedno nižji in pa tudi medvedja RSI divergenca, kot vidite. Zdaj, to kot jaz vidim, trenutno ni nič kaj obetavnega za Bitcoin. Trenutno se še vedno lahko povzpnemo, ampak večinoma gremo na stran v ta prvem tromesečju. Vse do ta zgornje meje, tam nekje 68 000, ja, lahko tudi 70 000, ki bi bila psihološka meja. No, tega vzpona potem ni bilo. Je bilo pa res dno, tam kot predvideno, tako da ta podporna cenovna linija je bila pravilno izrisana. No, kmalu zatem smo jo izgubili in katere tarče nam je prikazal ta tedenski graf. In če se ta vzorec uresniči, bi potem sledil spust. In dokot bi lahko sledil spust? To pa govorimo o mokrih sanjah skoraj da vsakega medveda. Imamo tukaj le 30 000, ki smo imeli mejo že kar odprej, in pa vrh prejšnjega cikla, ki ga še nikoli nismo testirali, 20 oziroma 19 000, tam nekje okoli. To bi se po mojem znalo zgoditi tam nekje v drugem tromesečju. Bingo! Celo smo zadeli časovni okvir tegale padca. Do te meje 20 000 smo namreč padli 13. junija 2022. No, kar sem pa povedal naprej, se pa ni ravno najbolje izteklo. Ne ravno po mojih pričakovanjih. Pa poglejmo. Seveda bo takrat
cel polom, vsi bojo že dobesedno odpisali Bitcoin, ampak jaz pričakujem, da bo tukaj na tej meji 20-19 tisoč kar precej nakupovalne akcije, tako da bi bilo pričakovati kar hiter vzpon. In potem pa seveda nadaljno rast. No, to se nažalost ni zgodilo, te rasti naravnost ni bilo. Smo imeli odboj, ampak rasti ni bilo. In kar se je zgodilo naprej je bilo, da smo celo izgubili mejo 20 tisoč. Zdaj še posebej zanimive pa so bile v tem videu meje, ki smo jih obravnavali na mesečnem grafu. Pa prevrtimo naprej, da pridemo do tam. Evo. Tukaj se nam pa ponujajo naslednje meje. 35 tisoč. In pa, ste pripravljeni? 14 tisoč. Zdaj ne govorim, da bomo prišli do 14 tisoč, po mojem bi morali biti tedenska in dvotedenska meja dovolj močni. Ampak če ti dve meji popustita, potem nas čaka 14 tisoč. No in kaj se je zgodilo? Ti dve meji imamo zdaj prebiti, izgubljeni. In naj bom tukaj popolnoma jasen, to zdaj ne pomeni, da bomo zagotovo šli na 14 tisoč. Ampak, da je meja 14 tisoč vsekakor bolj verjetna. Sicer nismo je še dosegli in jaz verjamem, da jo bomo v kratkem. In od tam bi morali imeti končno en konkreten odboj. Pa poglejmo še malce, kaj smo rekli kaj o altcoinih. Pojdimo naprej. Evo, tukaj. Medtem ko bi Bitcoin v prvem tromesečju večinoma šel na stran, bi znalo biti to svetlo obdobje za altcoine. Gledamo Bitcoin dominanco na kriptotrgu dnevni graf. Više kot smo na tem grafu, boljše je za Bitcoin, niže kot smo, boljše je za altcoine. In ta prvi pokazatelji so že tukaj, kot vidimo, smo prebili magično mejo 40%. To je bila ta zadnja meja prejšnjega altcoin vzpona. Kar nas pa zdaj čaka, so meje iz altcoin sezone iz leta 2017-2018. Če pogledamo, dokot smo prišli takrat. Imamo tukaj le okoli 36%, ampak jaz mislim, da gremo lahko še kar nižje. Tako da moje trenutno predvidevanje je prvo tromesečje Bitcoin trenutno na stran in vzpon altcoinov. V drugem tromesečju se zna izvesti naraščajoči klin pri Bitcoinu in tako zna potegniti za sabo tudi altcoine, kar lahko rezultira v pravi polom. Tretje in četrto trimesečje pa pobiranje in ponovni vzpon. No, ni se zgodilo točno tako. Bitcoin dominanca se je tudi nazaj dvignila in je enostavno skozi celo to leto potovala v tem začrtanem kanalu. Napoved za tretje in četrto tromesečje pa je bila popolna brca v temo. No, to bo zdaj vse, kar se tiče pregleda napovedi za 2022. Pojdimo naprej z videom. Samo na hitro, kot morda že veste, me je TradingView sprejel v svoj partnerski program, kar je super in na to sem tudi kar precej ponosen, da so me izbrali. Kot veste, TradingView je orodje, ki je ključnega pomena za skoraj vsakega traderja. No, to partnerstvo tudi pomeni, da če ste morda razmišljali o nakupu katerega koli TradingView Pro paketa, lahko zdaj s tem nakupom preko linkov spodaj v pripetem komentarju in v opisu podprete tudi ta YouTube kanal. Seveda vas čaka tudi benefit v obliki dobroimetja. In sicer $10, če vzamete mesečno naročnino, ali $30, če vzamete letno. To dobroimetje pridobite po opravljenem nakupu v obliki TradingView kovancev, ki jih lahko porabite za nagrajevanje ostalih uporabnikov za njihove tehnične analize, ali pa pri naslednjem nakupu Pro paketa in ga dobite pač za toliko ceneje. Ampak pozor, to velja le za novo registrirane račune. Če ste morda že registrirani, potem to ne bo delovalo. Če o čemerkoli niste prepričani, se pred nakupom raje obrnite name ali pa na TradingView support. Hvala vam, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju, zdaj pa naprej na video.
Evo, leto 2022 je tako zdaj končno za nami. Bilo je težko, ampak smo se marsikaj naučili. Ampak, kako nam zdaj kaže za leto 2023? Nekateri na njega gledajo optimistično, spet drugi so kar konkretni pesimisti. Sicer zelo nerad delam take dolgoročne napovedi, ker trg je treba dejansko spremljati. Vsakodnevno. Hočem reči, to je delo, dejansko delo. Tudi časovno se marsikaj ne izteče tako, kot lahko kdorkoli predvideva. Na tem kanalu sem že večkrat ponovil in ponavljam še enkrat. Precej ljudi se preveč omejuje na časovno omejevanje. Recimo, takrat in takrat se bo zgodilo to in to. In to skoraj redko deluje tako. Obstaja še hujše, dostikrat sem videl ljudi, ki prav datumsko napovedujejo. Takrat se bo zgodilo točno to pa to. In od takih ljudi sem že večkrat rekel, samo stran. Zato, ker to so, enostavno rečeno, šarlatani. In nič drugega. Nihče ne more točno napovedati, kaj se bo zgodilo na trgu. Lahko samo predvidevamo s pogledom na možnosti, ki se nam ponujajo. Ok, dovolj je tega tvezanja, dajmo si zdaj pogledati, kakšne so možnosti, ki se nam obetajo v letu 2023 za Bitcoin. Potopimo se kar v grafe. Smo na Bitcoin letnem grafu, tega še nismo obravnavali na našem kanalu. In kot kaže, prejšnjega leta nismo zaključili dobro, prav nič kaj dobro. Tukaj se nam je namreč izrisala bearish engulfing svečka. To je svečka, ki je večja od prejšnje zelene in bi s svojim telesom lahko zaobjela tole prejšnjo. Če pogledamo po zgodovini, se nikoli prej kaj takega ni zgodilo. To je namreč all-time history graf. Graf, ki prikazuje skorajda celotno zgodovino Bitcoina. In če pogledamo, nimamo ne bullish engulfing svečke in ne bearish engulfing svečke. Tokrat se je prvič zgodila v vsej zgodovini. To vsekakor ni dober znak. Ampak pri vsaki engulfing svečki je treba počakati na potrditev, na naslednjo svečko. Torej, če želimo videti, da je ta potrjena, mora biti tudi naslednja rdeča. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni še eno leto negotovosti. Če bo ta zelena svečka na koncu tega leta, potem zna biti, da tale bearish engulfing ne bo prišla do efekta. Če bo rdeča, bi pa s tem tole svečko potrdili in bi znalo priti do efekta, da se pač izvede tako, kot bi se po pravilih morala. Zdaj, jaz sam nisem ravno fan teh svečnih vzorcev v kriptotrgu. Glede na moje opažanja so bili kar precejkrat nezanesljivi. Ampak tokrat govorimo o letnem grafu. To je zelo visok časovni interval in ta bi moral biti kar zanesljiv. Oziroma precej zanesljiv. Kot sem rekel, kaj takega se nam na letnem grafu še ni zgodilo, bo pa treba čakati še eno leto, da vidimo, če se bo tale svečka potrdila. In zdaj smo na 6-mesečnem grafu, tega tudi še nismo gledali. Tukaj tudi že vidimo malo podrobneje, imamo bearish engulfing svečko in njeno potrditev. Torej je treba paziti. Imamo tudi že en lep primer v zgodovini, tukaj bullish engulfing svečka, njena potrditev in na to rast. Recimo, če bi tukaj ob tej potrditvi vložili, bi imeli rast kar za 1946%. Potem imamo še tukaj eno bullish engulfing svečko, ki ni bila potrjena, ampak smo kljub temu imeli rast. Tako da ja, vsekakor nekaj zna biti na tem. In vsekakor bo treba to situacijo še naprej spremljati in pač opazovati. Poleg tega se nam tukaj lepo kaže ena linija. Tukaj smo imeli odpor, potem smo jo končno prebili in potem je bila kar nekaj časa podpora in zdaj smo jo izgubili. Nič kaj dober znak. Ampak še vedno ni razlog za tako veliko skrb, saj se vedno viša. Tu gremo s časom naprej, ne? Je ta meja vedno višja. Meje, ki se nam ponujajo tukaj, so isto, naokoli 14.000, vrh prejšnjega cikla. In pa, če bi imeli odboj in rast, bi znali imeti kar nekaj težav tukaj le na okoli 46.000
Tukaj bi znali doživeti kar odpor. In smo na 3-mesečnem grafu. Tukaj je ta linija še bolj očitna. Če jo povlečem. Torej, odpor, preboj, podpora, 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 podpora in preboj nazaj navzdol. Tukaj smo jo izgubili. Tukaj se nam tudi ponujajo meje za možno dno na okoli 14.000, ki je tudi vrh prejšnjega cikla, in pa tukaj spet na okoli 45-46 tisoč in na to 60 tisoč. Seveda ne smemo pozabiti tukaj le še na to. Smo se kar precej časa borili z njo v tem letu in smo jo naposled izgubili. Magična meja 20 tisoč. Tako da, če doživimo odboj od te meje, če pridemo na to mejo 14 tisoč in doživimo odboj, so to naslednje meje, od katerih lahko pričakujemo konkreten odboj oziroma odpor, odporne cenovne meje. 20 tisoč, 46, 60 tisoč. Tukaj le pri RSI vidimo tudi, imamo eno medvedjo divergenco. Tukaj imamo vrh, nižji vrh, medtem ko pri gibanju cene imamo pa vrh in višji vrh. Ta medvedja divergenca se očitno zdaj tudi izvršuje s prebojem tele linije. Če povežemo ti dve liniji skupaj, lahko vidimo, da imamo tudi kot neke vrste naraščajoči klin, ki je medvedji vzorec. Imamo pa tudi eno rahlo bikovsko divergenco. Recimo, če povežem to dno, pa tole dno tukaj, sicer ga nismo še ustvarili. Dal malček drugačno barvo, da bo boljše zaločiti, dajmo modro. Torej, to dno, s tem, da tukaj še nimamo dna, ga še delamo, in pa tole dno tukaj in to dno. Tukaj bi se lahko skrivala skrita bikovska divergenca. To se zgodi, ko imamo v ceni dno in višje dno, pri indikatorju, tokrat RSI, pa dno in nižje dno. In še poleg tega, trenutno stokastik RSI kaže, kot da bi se hotel križati navzgor. Če vam je všeč ta vsebina, naj vam povem, da na Patreonu še pogosteje objavljam. Tam lahko že za 5 € na mesec spremljate moj dnevnik tehničnih analiz, kjer spremljamo ne samo kripto, ampak tudi delniški trg, nazadnje smo tudi nafto, zlato in srebro. Potem je še višja stopnja, ta je za 10 € na mesec, no pri tej si lahko predčasno ogledate posebne videe, kot so na primer tutoriali. Te si lahko predčasno ogledate kar 2 tedna pred ostalimi na YouTubu in brez reklam. In zdaj sem še dodal video dnevnik tehničnih analiz. To so videi, kjer bomo spremljali kriptotrg in delniški trg in tudi ostale trge v manjših časovnih intervalih. Tukaj boste točno videli, kaj jaz gledam in spremljam. Denar, ki ga dobim preko Patreona, vlagam naprej v video vsebine, predvsem v njihovo kvaliteto. Recimo za tutoriale sem kupil prav oblikovan slideshow, ker jaz nisem lih neki dober oblikovalec. Kupiti je treba razne movie klipe, glasbo, slike in potem seveda ostaja še vlaganje v opremo, da bodo videi čim bolj kvalitetni. Tisti, ki že poznate ta kanal, po mojem, da vidite, da res kar delam na kvaliteti, tako da hvala vam, hvala vsem patronom. Zdaj je Patreon še nadgradil svoj sistem plačevanja, tako da ni več plačevanja na vsakega prvega v mesecu. Ker prej je bilo kar smotano, recimo, če ste se naročili nekje na koncu meseca, ste morali plačati takrat,
in potem še na prvega v naslednjem mesecu. No, zdaj tega ni več tako. Če se odločite postati patron nekje na koncu meseca, recimo 30., potem boste naslednjič plačali tudi 30. v naslednjem mesecu. Če želite, pa lahko tudi brezplačno pomagate temu kanalu. Lahko všečkate ta video, komentirate spodaj, delite s svojimi prijatelji in se naročite na ta kanal. Vse to zelo pomaga temu kanalu preko YouTube-ovega algoritma. In smo na mesečnem grafu. Tukaj imamo ponovno to linijo, ki smo jo izgubili. Jo bom čisto na hitro izrisal. Torej, držala je kar nekaj časa kot podpora in zdaj smo jo izgubili. Se je pa tukaj začelo dogajati nekaj izredno zanimivega. Če povežem ta dna tukaj. Pa tele vrhove. Dobimo tako ven en lep padajoči klin, ki je bikovski vzorec. Nimamo še preboja in še vedno lahko potujemo navzdol po temu klinu. Lahko pridemo tudi do tele naše meje 14.000. Zelo je možno, morda ne s tem mesecem, bolj sledečimi. In če pridemo do te meje 14.000, moramo ponovno paziti na te meje 20.000, potem imamo tukaj, se nam kaže še tale meja 36.000, pa 46.000 in potem imamo še našo slavno mejo na okoli 60.000, kjer imamo ta dva vrhova tukaj. Ok, to je zdaj kar malo zakrcano, jaz upam, da ni koga zamerilo. Tako da ja, jaz sem vsekakor vse bolj bikovski, ampak najprej moramo priti ven iz tegale vzorca. In čakajo nas tudi zelo močne meje, zelo močne odporne cenovne meje. Je pa tukaj še en velik plus za bike. Poglejte, Stokastika RSI, koliko časa smo zdaj že preprodani. To je ogromno časa, že vse od decembra leta 2021. Tako da ja, ta graf ima vsekakor več bikovskih elementov kot medvedjih. Ampak kot že omenjeno, najprej moramo priti ven iz tega vzorca. In pred nami je še tedenski graf, tukaj pa imamo možnost tega dna tukaj na okoli 12.000. Če se morda spomnite, sem pokazal na tem kanalu tudi že tale padajoči klin, ki se formira tukaj. Ga bom izrisal še enkrat. Tako da povežemo tale dna tukaj. Pa tele vrhove tukaj. Imamo padajoči klin, sicer tukaj sem tudi že omenil, da me izredno moti tale naraščajoči volumen tega. Če bi se držali vseh pravil, tega ne bi smelo biti. Volumen bi moral padati. Ampak pozabimo zdaj na ta klin, želel sem vam pokazati še nekaj drugega. Formirajo se namreč tudi drugi klini. To linijo tukaj bom še pustil in povezal bom tale dna tukaj. Tako. In tako dobimo padajoči, razširjajoči klin, ki je tudi bikovski vzorec. Pri tem je tudi zelo možna tale tarča dna, ki jo imamo tukaj na okoli 12.000, če se bomo slučajno še kaj spuščali. Ampak poglejmo še malček dogajanje znotraj tegale klina. Kaj se dogaja tukaj notri? Torej, tukaj imamo padanje in če povežemo tele vrhove,
tale dna tukaj. Imamo en padajoči klin znotraj tegale padajočega razširjajočega klina. Spet malček dal drugačno barvo, lik toliko, da se lepo loči. No, to zna biti zelo močen vzorec, ki lahko nakazuje na preobrat. Sicer lahko se zgodi, da potujemo še naprej po njem in da se ponovno dotaknemo tele spodnje podporne linije, ki bi lahko bila, ta dotik bi lahko bil točno tam nekje na 14.000, to je meja, ki smo jo obravnavali na prejšnjih grafih. Vsekakor bo treba tale vzorec opazovati. Če pri temu doživimo preboj navzgor, preboj tele odporne cenovne linije, potem zagotovo dobimo preboj tudi te odporne cenovne linije razširjajočega klina. Pa dajmo simulirati preboj tegale razširjajočega klina. Recimo imamo tukajle najvišji vrh, pa do najnižjega dna. Trenutno imamo tukaj najnižje dno, ampak lahko gremo še nižje. Kako se simulira tarče klinov, sem vse povedal v ta najnovejšem tutorialu, tako da toplo priporočam, da si ga ogledate. Tam dobite vse podatke. Pa recimo, da prebijemo nekje tukaj, preboja še nimamo, tako da bomo pač naslepo šli simulirati. In bi lahko dobili tarčo na okoli 84.000. Dajmo probati narediti še nekaj. Te dva vrhova dajmo povezati. In tole spremenil nazaj, da se bo dalo lepo ločiti. Tako. Ja, ta tarča bi bila možna. Zdaj vse je odvisno, kdaj bi mi tole prebili. To vse skupaj je čista špekulacija, tega ne upoštevati, ampak recimo, to je bolj tako za primer, če bi prebili recimo tukaj, ne? Treba je tudi upoštevati, da se tale meja vedno bolj niža in ta meja tukaj se vedno bolj viša. Trenutno tarčo dobimo na okoli 80–81.000. Seveda je velika odvisnost od tega, kdaj bomo imeli dejanski preboj. In potem je še vprašanje, kako se bo cena obnašala na poti navzgor, kako bo z mejami, ki sem jih prej omenjal na prejšnjih grafih. Veliko vprašanje, zato je to, kar sem zdaj izrisal, res treba jemati pač z veliko dvomi. To je pač simulacija, čista špekulacija. Kako in kaj bomo itak videli skozi leto? Sproti. Trg, kot sem rekel, je treba spremljati sproti. Tako da ja, če ste morda opazili, jaz postajam vse bolj bikovski. Še vedno mislim, da lahko dosežemo tole mejo na okoli 14.000, ampak znaki kažejo vse bolj v nasprotni smeri. Večkrat sem povedal, da smo v obdobju, ko morajo paziti tudi medvedi. Lahko se zgodi, da vsi čakajo na tole mejo 14.000, pa Bitcoin ne bo nikoli prišel do sem in bo enostavno vse, ki čakajo tukaj, zafrknil. Kar tudi ne bi bil presenečen. Kot vidite, smo tukaj že zelo blizu zgornje meje tegale padajočega klina. Če jo prebijemo, nas na to čaka tale. Bomo videli, kaj bo. Jaz sem vsekakor bolj bikovski. Tukaj tole je še veliko vprašanje, kako se bo sploh izvedlo. Zato ne pozabiti spremljati tegale kanala. Naj se ob tej priliki zahvalim še vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če želite morda postati eden izmed njih, so povezave na mojo Patreon stran spodaj v opisu in pripetem komentarju. V zahvalo in v zameno za podporo pa dobite dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz. Z drugim paketom pa imate to, torej dnevnik tehničnih analiz, plus predogled raznih posebnih videov, kot so na primer tutoriali, in to
brez reklam in 2 tedna pred vsemi ostalimi na YouTubu. Poleg tega je ta paket zdaj še nadgrajen. Vključil sem tudi video dnevnik tehničnih analiz, kjer spremljamo tudi druge kriptovalute, druge trge in sicer na manjših časovnih intervalih. Tako da s tem lahko dobite še boljši vpogled v to, kaj dejansko spremljam. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Se strinjate s temi analizami ali se morda ne strinjate? Ste morda vi opazili še kaj drugega, nekaj, kar sem jaz pregledal? Kakšno je bilo za vas leto 2022 in kaj pričakujete v letu 2023? Vse to me zanima, zato kar komentirajte spodaj pod komentarje in z veseljem bom podebatiral z vami. Naslednji videi bodo kar pestri, v pripravi imam že kopico novih videov, ta prvi bo video žreba. Če se morda spomnite v prejšnjem videu, kjer smo imeli več kriptovalut, sem rekel, da komentirajte spodaj, katero kriptovaluto si želite videti v naslednjem videu. No, tukaj bomo naredili žreb komentarjev. Izžrebali bomo 5 kriptovalut, ki bodo potem analizirane v naslednjem videu. Kakorkoli že, zagotavljam vam, da se ne bo splačalo zamuditi nobenega videa. Zato je tudi najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da boste o novem videu tudi takoj obveščeni. Jaz vas na tem mestu še lepo pozdravljam, upam, da ste lepo preživeli vstop v novo leto in vam želim veliko sreče in zdravja v novem letu 2023. Imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.